Najlepša hvala, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Z vami bom seveda delila zaslon, ampak samo malo, da vidimo, kako bo to šlo. Upam, da niste preutrujeni, upam, da se bom držala časovnice. Jaz si tudi v razredu vse večkrat naredim eno tako priročno urico in zdaj si jo bom nastavila. To so taki pripomočki, ki pomagajo. Evo, jaz sem si zastavila eno tako tezo, samo malo, da so v knjigah sami problemi. Glede na predavateljice, ki so danes o tem govorile, smo verjetno videli, kako in kaj, da v knjigah so problemi. Jaz bi pa danes, če smem, dokazala dve tezi, ker tako sem si jo zastavila po svoje. Samo povejte mi, a vi vidite tudi te Zoom stvari nekaj na mojem ekranu? Ali vidite samo PowerPoint? Nina, samo PowerPoint vidimo. Odlično. Dobro. Vsaj jaz upam, da tudi ostali. Ja, jaz pa namreč vidim še 1000 drugih stvari. Dobro, se opravičujem. Tako, torej, teza ena. Dobro je, da so v knjigah sami problemi, v nasprotju s tem, da jih v življenju velikokrat odrivamo na stran ali pa nam pač povzročajo take in drugačne reči. Pa je v knjigah, vsaj tako bom poskušala dokazati, dobro, da so problemi. Zakaj? Zanima me, kakšni so, kako naj jih z mladimi bralci, tu bom osredotočena predvsem na srednješolce, rešimo ali rešijo in zakaj je opazovanje takih problemov v literaturi dobro. Nekaj odgovorov smo danes že slišali, jaz bom res poskušala biti bolj osredotočena na tisti del mladih, ki smo jih danes, o katerih še nismo toliko govorili. Druga teza, problemi niso le v problemski literaturi, temveč v slehernem literarnem delu. To moram kot profesorica slovenščine verjeti, sicer ne bo šlo, namreč, kakor bom pozneje pojasnila, učni načrt pač predvideva neke druge stvari in to niso problemski romani. Tukaj se sprašujem predvsem, kako tako literaturo obravnavati pri pouku slovenščine. Srednješolci, poudarjam, stari so tam med 15 in 18 letom, imajo specifična zanimanja, k pouku prihajajo z že zelo izoblikovano izkušnjo pouka slovenščine in z zelo izoblikovanim mnenjem in pričakovanji v zvezi z književnostjo. Prav tako jih dobimo v roke v obdobju, ko so tudi tisti, ki so v osnovni šoli še veselo tekmovali za bralno značko, za Cankarjevo tekmovanje in vse ostalo, to nekako opustili in tudi v prostem času vse manj berejo. Zato je pričakovati, oziroma se mi zdi, da je treba na tej točki, da je naloga profesorja, da išče ne samo bralce, ampak da v knjigah res išče tiste probleme, ki bi zdaj te mlade izzvali in potegnili v svet literature. Pouk slovenščine v gimnaziji, če se ga še kaj spomnite, učni načrt, sem rekla, ne ponuja problemske literature, osredotočenje na literarno klasiko, ki jo spoznavajo mladi ob domačem branju, ob odlomkih, obravnavanih besedil v berilu. Tako gre iz ure v uro in zdi se mi, da lahko kljub temu, torej, da nas učni načrt zelo zavezuje in tudi na nek način vodi v klasiko in omejuje mogoče od kakih blazno sodobnih in aktualnih tem. Vseeno pri pouku mi kot učitelji poskrbimo za to, da sleherno obravnavo literarnega besedila poskušamo oblikovati na problemski način. Tu sem si zastavila nekaj takšnih vprašanj, ki naj vam bodo v razmislek ali zgolj kot predlog. Recimo, da lahko ob vsakem literarnem besedilu sami sebi, ko pripravljamo uro in ko smo v razredu, razmišljamo, kateri družbeni oziroma osebni problem prepoznaš v besedilu, kako ga rešuje neka literarna oseba, kaj jo ovira pri reševanju tega problema, kako bi ta problem rešil ti, se ti problemi pojavljajo tudi danes in če to strnemo v tiste cilje, ki jih tudi učni načrt
ponuja oziroma nas zavezuje k njihovemu uresničevanju pri pouku, ugotovimo, da gre v resnici za prepoznavanje problema, za analizo problema, za vživljanje v neko situacijo, ki nam je tuja ali pa morda blizu, za ustvarjalno reševanje problema, za pomembno točko, kakršna je aktualizacija, in na ta način lahko na en tak zavesten način poučevanja v bistvu k življenju spravimo literarna besedila, ob katerih bi sicer tudi mladi verjetno s težavo vzdržali ali pa tudi glede na svoje trenutne bralne izkušnje, vse slabšo pozornost, vse večjo željo po tem, da berejo zgolj neka dinamična besedila. Lahko vseeno s takim iskanjem problemov in njihovim reševanjem naredimo mnogo več. Tretja stvar, torej o prej omenjenem domačem branju in pa ob obravnavi besedil pri književnosti, torej pri pouku, je pa del prvega, drugega in tretjega letnika, so v gimnaziji tudi obvezni govorni nastopi, dijaki jih pripravljajo samostojno ob vsebinski pripravi, ki je vodena, se pravi, dam navodila, kako in kaj, in tukaj zdaj izpostavljam samo nekaj romanov, niso vsi čisto aktualni, v tem smislu, da bi šli na primer prejšnje leto ali kaj takega, ampak tematsko, slogovno pa zajemajo tisto, kar se mi zdi, da mladi v takem obdobju potrebujejo. Za vsak letnik pripravim seznam literature, se pravi, tukaj so omejeni, ampak omejeni z namenom, da pridejo v bistvu do literature, ki gre čez neko moje sito in tudi moje prepričanja in vrednote, da je to dobra, kakovostna literatura, izbirajo pa potem na tem seznamu sami. Pripravljajo izrazito duhovite, izvirne, problemsko zastavljene, kritične govorne nastope. Vsako leto sem presenečena, kako besedila dojemajo po svoje, kako se jih lotijo in kakšno vnemo prinesejo v razred, ko pripovedujejo o teh besedilih. Nikoli se ne gremo dolgega pripovedovanja v smislu obnov, ker se ob tem dolgočasimo in ker smo se dogovorili tudi, da želimo z tako predstavitvijo knjige vseeno še koga povabiti k branju, se pravi, nizajo določene elemente, ki so jih pritegnili, in iščejo družbene ter različne osebne probleme literarnih likov. Tukaj imamo na primer Vojnovićeve Čefurje Raus, problem priseljevanja, medvrstniškega nasilja, družinskih problemov in tako naprej, potem absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom, problem revščine, druge kulture, izobraževanja in alkoholizma, Mala dežela, spet postavljena v neko drugo okolje, v Afriko, vojna, ki je posredi, okoliščine, ki jih mladi včasih spremljajo čez medije, včasih pa sploh ne, in je, kadar se srečajo s tako literaturo, vedno zanimivo. Potem ljubezenski roman v napačni zgodbi, izrazito problemsko zastavljen, Cvetke Sokolov z prepovedano ljubeznijo profesorja, mislim da matematike, in dijakinje, ponuja ogromno razmišljanja o tem, kaj je prav, v kaj se lahko zapletemo, kako bi se tega obvarovali, kje so meje tega in onega. Potem imam tukaj, če smem tukaj samo dodati še tole, na tem seznamu so pomešani, torej taki tipično problemski romani, potem pa jih pomešam s tistimi družbenimi, v bistvu takimi besedili, ki jih boste mnoga tudi prepoznali vi, ki so mišljena sicer za odraslega bralca, ampak se mi zdi, da moramo vseeno v srednji šoli pa že dvigovati mejo, da ne ostanemo samo na tipični problemski literaturi, ampak te probleme lahko zaznavamo, se o njih pogovarjamo, o njih razmišljamo tudi ob drugih besedilih, ki so sicer namenjeni odraslemu bralcu, recimo Modro o krasi, ki postavlja v ospredje žensko vprašanje, pravice žensk, dogovorjenih porok, nasilje v zakonu, turško okolje in tako dalje. Pa na primer, mogoče za srednješolce čisto nova stvar, z vidika teme, Kaj pa vidva čakata, roman Suzane Zagorc, v katerem priča o svoji izkušnji neplodnosti. Spomnim se, da so dijaki, ki so predstavljali ta roman, v bistvu v razred prinesli neko sodobno, manj znano temo, ne s tem namenom, da bi zdaj tudi mogoče ženske ali pa
najstnice, najstnike kakorkoli obremenjevali s tem, ne, kaj vse te lahko čaka, ko se nekoč odločiš za družino, ampak se mi zdi, da moramo v učni načrt ali pa ob učni načrt vključiti tudi teme, ki so čisto življenjske in se lahko dotikajo morebitne prihodnosti koga od njih. Potem, zakaj se otrok v polenti kuha, slogovno čisto nenavaden roman, hkrati zelo trpek, ne, primer samomora pa izrazito disfunkcionalne družine, preseljevanje in tako naprej. Roman Ti si rekel, taka literalizirana pripoved o življenju zakoncev Platt oziroma Hughes, tudi tema samomora, ženske, ustvarjanja, tega ustvarjalnega procesa, želje po slavi, pesnjenja, težke kombinacije z duševnimi težavami in tako naprej. Skratka, tukaj želim samo povedati, da so mladi za take teme zelo odprti, zreli in da se veselijo takih knjig in da to, kar potem po branju v njih povejo tudi sošolcem, dejansko uspejo s tem zanetiti nekaj ognja, tudi kake debate in željo potem, da včasih kdo reče, pa ne tako redko, to bi pa tudi jaz prebral. Na naslednji strani želim samo na hitro predstaviti tole, ne, kaj se v bistvu lahko gremo v srednji šoli. Na eni strani imamo lahko neko klasično delo, ki nam ga predpisuje učni načrt, recimo Molière, Tartuffe, domače branje v prvem letniku, pa potem že danes omenjen in tudi jaz bi ta roman izjemno pohvalila, Smrtni hec Karla Modinga. Družbeni roman, problemski roman, roman za mlade, dve besedili, ki se zdita pač na nek način vzeti iz povsem drugega časa, pa vseeno, ne, tukaj navajam neke motive, neke teme o tem, o čemer se lahko potem z mladimi pogovarjamo, ne. Tartuffa ni treba zastaviti na ta način strogo pošolsko, ampak lahko gledamo skozi te trditve zares široko in aktualizirano, za mlade zanimivo, ne. Tartuffe ukrade identiteto, Tartuffe prevara Orgona in preostanek družine, Tartuffe se želi okoristiti s poroko Orgonove hčerke in dediščino, Orgon je slep za prevaro, Damis je izgnan iz hiše, Valer in Marjana se ne smeta poročiti in iz vsega tega pridejo v bistvu pomembne teme, take občečloveške, laži in prevare, naivnost, manipulacija, pridobitništvo, dogovorjena poroka. O vsem tem se lahko pogovarjamo z mladimi in jim tako delo približamo in naredimo v bistvu en tak dober, povežemo eno tako krasno komunikacijo z nekim besedilom, ki jim je časovno sicer in tudi slogovno oddaljeno. Pri Smrtni hec, ne, Aleksander stori samomor, Nataša se umika vase, Josef išče tolažbo v priložnostni spolnosti in alkoholu, star je tam 19 let, družina se o smrti ne pogovarja, Josef do deklet ni iskren, ne zmore spregovoriti o bratovi smrti, spet drugi problemi, ampak vendarle spet nekaj, o čemer se lahko z mladimi zares da govoriti, da razmišljati, ne, tema samomora, žalovanja, alkoholizma, depresije, neiskrenosti, zatekanja v spolnosti. Tu vidimo, da lahko tako klasično kot žanrsko besedilo zares dobro analiziramo, seciramo na posamezne motive in iz tega izluščimo probleme, okrog katerih se potem lahko s srednješolci pogovarjamo. Tule vam želim pokazati še eno stvar, zdaj sem govorila o tem, kako problemsko literaturo ali pa literaturo na splošno zastaviti problemsko pri rednem pouku. Pri interesnih dejavnostih, kot so krožki v srednji šoli, se da pa to seveda narediti še podrobneje in predvsem s tisto zainteresirano javnostjo, ki je sicer malo številčna, ampak je zelo dragocena, mislim na srednješolce, na bralce, na tiste, ki berejo tudi v prostem času in se pridružijo, na primer na naši šoli poteka bralni krožek, ki ga vodim, in že na začetku leta določimo koledar branja in besedila, ki jih beremo, besedila izberem jaz. Grem predvsem po enem takem svojem občutku, res je, tudi svojem okusu in prepričanjih,
Hkrati pa moram pri bralnem krožku vseeno paziti na to, da dijakov z literaturo pretirano, vsaj v smislu količine in datumov, ne obremenim preveč. Zato izberem, na primer, na začetku, tam jeseni, beremo kaj lahkotnejšega. Tu mi pridejo problemski romani precej prav, ker so slogovno hitro berljivi, lažje berljivi v primerjavi s čim drugim. Letos smo brali Luzerko, že danes omenjeno. Aktualna tema, ena redkih trenutno prevedenih ali pa izvirnih, ki se ukvarja s to problematiko biti vpliven, biti nekaj, biti zvezda na spletu, kako, po čem hlepijo najstniki, kaj imajo od tega. In debata ob Luzerki je bila v našem krožku zares taka pestra, ne. Vidiš tudi sam kot mentor krožka, o čem mladi razmišljajo, in čeprav se ti včasih zdi, da si jim po enih izkušnjah še precej blizu, v bralnem krožku ugotoviš, da nisi, ne, tako zelo in te lahko tudi oni v marsičem podučijo. Potem smo recimo brali Opraviti z Edijem, avtobiografija francoskega avtorja, kruta zgodba. Dekleta v bralnem krožku so bila pretresena, predvsem nad opisi take nepričakovane spolnosti, revščine. Težko se jim je bilo vživeti na neki način v to, da ne moreš v šolo tja, kamor si želiš, da se starši za otroka ne pobrigajo, da ga žalijo, da se zanj ne zavzamejo, in potem tema homoseksualnosti s polno predsodki, s to hudo bolečino pripovedovalca o tem, kako je spoznal, kdo je, kaj je, pa kako tega ni mogel izraziti, in s koliko težavami ga je tukaj presenetilo samo okolje. Potem smo pred kratkim se pogovarjali o romanu Ivana pred morjem, Veronike Simoniti. To je zdaj zadnji aktualni Kresnik. Verjamem, da ste roman mnogi prebrali. Druga svetovna vojna, bi rekla, da med mladimi ni več, ni tema, ki jih zanima, ali pa se vsem tem tematikam, včasih zgodovinskim, kar precej upirajo, ampak namenoma sem izbrala Ivano pred morjem, malo zaradi sloga, da izzovem svoje bralke, malo pa zaradi vsebine, ne. Ženska, ki je v ospredju, Ivana, pa potem odkrivanje te družinske zgodbe, do kod lahko gremo, kje so meje poseganja v intimo, skrivnostnost nekoga drugega. To nas je zanimalo. Zdaj aprila pa bomo brali roman oziroma se tudi pogovarjali o njem Elif Šafak, 10 minut 38 sekund na tem čudnem svetu. S tem romanom, izbrala sem ga predvsem zato, da bi letos šle še v kako drugo, mogoče manj poznano obdobje in tudi prostor, v Turčijo. Spet ženska, ki je v ospredju. Tu nas bo zanimalo predvsem, kako živi, s čim se sooča, kako to rešuje, kako se nanjo odziva okolica in tako naprej. Bralna značka za dijake poteka tudi na naši šoli. Vodim jo zdaj že nekaj let. Sprva se mi je zdelo, da ne bo zaživela, da so jo dijaki po osnovni šoli, čeprav so ji bili mnogi zvesti, potem že kar malo naveličani. Pa velikokrat rečejo tudi, da nimajo časa v srednji šoli, da bi sploh še kaj brali. Ampak sploh letos, ne vem, ali je kriva epidemija, šolanje na daljavo, kakorkoli že, pa sodelujejo v bralni znački za dijake res precej mladostnikov in pripovedujejo o samih res finih knjigah. Gremo se na tak način, da pripovedujejo o 5 knjigah, 2 sta s priporočilnega seznama, ki ga vsako leto posodabljam, in je razdeljen na 1. in 2. letnik ter na 3. in 4. letnik, in potem izberejo še 3 knjige po lastni izbiri, pri čemer jih seveda spodbujam, da izberejo kakovostno literaturo, tako, ki jo dosežejo, ne, in s katero bodo mogoče tudi malo dvignili svoje stopničke v branju in izkušnjah. Ko se pogovarjamo o teh knjigah, dobivamo se po skupinicah,
in drugega poslušamo in si s tem izmenjamo tudi marsikatero bralno idejo. Poskušam te iztočnice za pripovedovanje spet, kakor v delu v razredu, umakniti ob novi. Seveda želim, da povejo bistvene stvari, ki so jih prebrali o vsebini, ampak usmerjam jih v nekaj bolj izvirnega, ne. Kaj si opazil v delu, kaj te je prepričalo, s čim si se poistovetil, s čim ne, kako prepričljivo, sploh v problemskih romanih se mi zdi, ki so, katerih glavna publika so ravno mladi ljudje, me velikokrat zanima, a vas je pripovedovalec oziroma avtor prepričal, ne. Velikokrat so kritični in rečejo, ne, sicer noter nastopa neki 17-letnik, ampak niti malo ni podoben nam, niti malo ne govori in se vede tako, kot se vedemo mi. Vidi se, da je to napisal neki odrasel, ki nas želi mogoče kaj naučiti. Potem prepoznajo, da tak problemski roman verjetno ni najbolj uspešen in najbolj prepričljiv. Obstajajo pa seveda mnogi, v katerih se znajdejo in ki so jim zelo všeč. Kako bi podobne probleme rešil ti? In še ena taka, če smo že pri problemih, ne, včasih je zelo zanimivo slišati dijake, bralce, ne, ali so med branjem naleteli na kakšne težave in kako so jih rešili, in potem povejo, da so včasih obupali, da je včasih branje steklo šele po 20 straneh, 30, pa so vztrajali. Včasih priznajo, da so začeli, pa so raje odložili knjigo, in gremo v bistvu čez te take večne dileme strastnega bralca, ne, kaj brati, kako izbirati, kako si tudi vzeti čas ob vsej tehnologiji in vseh drugih zaposlitvah in delu za branje. Tudi v tem primeru je bralna značka zelo luštna dejavnost. No, tukaj je nekaj besedil, nekaj takih romanov kot primer, ki so na seznamu teh obveznih besedil pri bralni znački, ki jo vodim, recimo Jani Virk, Brez imena, kjer imamo v ospredje najstnika, fanta, ki je spolno zlorabljen od svojega športnega trenerja, živi z mamo, oče se je odselil, si ustvarja novo družino, fanta nekako ne vzame pod svoje okrilje in tu vidimo, na kak način družba, družina, okolje, tudi šola, tudi prostočasovne dejavnosti oblikujejo najstnika na robu. Potem je tukaj roman za starejše od 16, spet primer prepovedane zveze zaradi velike starostne razlike med udeleženima, najstniška zaljubljenost, ki je seveda lahko tudi slepa, in odgovornost ali neodgovornost odraslih, ki to opazujejo. Roman velikokrat izberejo na seznamu in so najstniki precej zadovoljni z njim. Potem Osvobojena, primer družine, skrajnih verskih prepričanj, življenjskega sloga, ki ti ga vsiljuje družina, v katero si rojen, in potem iskanje svoje poti, koliko poguma je treba za to. Bekomberga, Oda moji družini, ravnokar so mi pred dnevi dekleta pri bralni znački pripovedovala o tem romanu in so tako zanimiva mnenja, ne. Ena pravi čisto, sem se izgubila, slog mi ni bil všeč, taka fragmentarnost, pojma nimam, ne, to je tipičen moderni roman. In za moderni roman seveda mora biti najstnik že precej izkušen bralec, tega se tudi jaz kot profesorica zavedam. Ampak recimo, če tak roman spoznavamo že v 4. letniku ali pa včasih že v 3., pa potem vendarle je marsikdo že na tej stopnji, da lahko tudi tak roman tam ob koncu srednje šole že precej dobro razume, razmišlja, in potem, ko sem ravno omenila en tak neprepričan vtis o tem romanu, pa potem druga dijakinja, ki pravi, da je to roman njenega leta, ne, da je Bekomberga, ki se dogaja v eni psihiatrični
bolnišnici in pripovedovalka, ki tako po drobcih razlaga, kako je živela in kako je izgubila očeta pri živem telesu, ne, in kako se boji za svoje duševno zdravje, da bo podedovala očetovo bolezen, koliko se sprašuje sploh v smislu življenja. No, obstajajo torej tudi mladi bralci, ki jim je to izjemno blizu in vidijo v tem takem branju veliko izzivov in možnosti za razmišljanje zase. Potem je tukaj še, izpostavljam dve zbirki kratkih zgodb. Mogoče včasih mentorji branja preveč forsiramo romane. V srednji šoli opažam, da so dijaki do kratkih zgodb kar malo zadržani, ne vejo, kako se jih lotiti. Ko pa enkrat zagrabijo, pa postanejo pravi oboževalci, vsaj nekateri. Vidijo, da je mogoče branje steče hitreje, mogoče se jim zdi bolj dinamično, ker je vsaka kratka zgodba drugačna in jih povleče v nek nov svet, v novo literarno osebo. Čeprav pri vse in pri razvezani pa pravijo, da je tukaj vseeno včasih težko ujeti rdečo nit in da se zgodbe s temi odprtimi konci, da jih bolj ali manj frustrirajo. Tudi to je namreč značilno za mlade bralce. Še tam pozno v srednji šoli velikokrat tožijo, če sam roman ali kakršnokoli literarno delo nima nekega dovršenega, zelo jasnega konca. Zato jih velikokrat navajam k temu, da se tudi življenje ali pa dan se ne konča z nekim jasnim sporočilom, vsaj ne zmeraj, ne vemo, kaj prihaja, lahko se zgodi to, lahko se zgodi ono, in takšne so tudi zgodbe in neka lepota je v tej odprtosti, in če ni v literaturi čisto vse podano na krožniku oziroma pladnju. Tukaj je še zadnja stvar, malo bom pohitela, drugi bralni projekti, ki se jih v srednji šoli lahko gremo, recimo konkretno na naši šoli, kjer učim na gimnaziji Ledina v Ljubljani. Letos že 9. leto zapored pripravljamo UNESCO projekt Menjaj branje in sanje. Mogoče tudi vi, ki danes poslušate, ta projekt poznate, ker ste svojo šolo že sodelovali. Letos smo za osrednjo knjigo, roman, tega dogodka izbrali Alternativni ukrep, tudi o njem smo danes že slišali in tukaj so problemi, če smo danes že vrtimo okrog njih, kaj muči Solange. Ali je Solange tipična najstnica ali ima večje težave, v tem smislu vzgojno-čustvene? Ali je učitelj športne vzgoje storil prav, ko je ukrepal? Solange in starši, kdo koga vzgaja? Namreč tukaj vidimo, da se Solange do svojih staršev po eni strani obnaša kot tipična najstnica, oni do nje skoraj boga boječi, čeprav sta starša visoko izobražena, mama celo prihaja iz pedagoških voda, kako se jim Solange zoperstavi, kako tudi posmehljiva je do njiju, včasih tudi precej žaljiva, in po drugi strani, kakšno krivico ima, dela, kar na koncu ugotovi tudi sama. Potem, kako pomagati prijateljici, namreč Solangina prijateljica Nina je zabredla v trde droge, z drogo eksperimentira tudi Solange, z mladimi se lahko pogovarjamo, kako se upreti eksperimentiranju, kaj storiti, če drogo poskusimo. Čeprav se mi zdi, da so v srednji šoli dijaki z temo zasvojenosti z drogami že od osnovne šole tako prepiti, da včasih kar zavijajo z očmi, ko jim spet predstavimo kako literarno delo na to temo, ker se mi zdi, da so do osnovne šole že marsikaj prebrali in da v teoriji že marsikaj vejo, ampak mogoče s temi novimi izkušnjami, ne nujno in upam, da ne s svojimi, ampak iz tega, ko se tudi njim kot mladim svet širi in spoznajo take in drugačne življenjske zgodbe svojih prijateljev, kolegov, sorodnikov, so pa v srednji šoli postane ta tema zasvojenosti, spet jo lahko vzremo z nekega drugega zornega kota. Potem, glede na to, da roman nosi naslov Alternativni ukrep in da se z alternativnim ukrepom mnogi dijaki srečajo, ali alternativni ukrep sploh deluje, če da, kakšen naj bo, kakšen je v primeru tega romana, kaj potrebuje najstnik od odraslih, ko se znajde v težavah, to se mi zdi sploh tako pomembno vprašanje, ne samo, da si odrasli zastavljamo ta vprašanja, recimo v vlogi učiteljev ali pa v vlogi staršev,
staršev ali psihologov, pedagogov in tako naprej, ampak da najstnika vprašamo, ne, kaj pa ti potrebuješ, ko se znajdeš v nekih težkih okoliščinah, kaj naj ti damo, ne, kako si predstavljaš, da se boš rešil iz tega. In se seveda ne dvignemo naden, ampak ostajamo v tem primeru v nekem enakovrednem odnosu sodelovanja. Kako bo Solange bivala od zadnje strani romana naprej? Tu je priložnost predvsem zato, da mlade usmerjamo k odprtemu razmišljanju, ne. Knjiga se sicer konča, zapre, ampak literarna oseba lahko v naših mislih še dolgo živi in mogoče ta domišljijski vidik, ne, kaj bi se lahko literarnim osebam zgodilo, če bi zgodbo nadaljevali. Včasih v srednji šoli pod pritiskom tega, da učimo, pozabimo na to domišljijo, ne, ki jo velikokrat povezujemo z otroškostjo, z neko nedolžnostjo, igrivostjo, v šoli, vsaj v srednji šoli pa se zdi, kot da mora biti vse zelo zares, pa ni nujno tako. In zaključek, če se zdaj spomnimo na moji dve tezi, ne, dobro je, da so v knjigah sami problemi. Vprašala sem se, kakšni so, kakor smo zdaj videli, raznoliki so in za mlade aktualni, tudi v klasični literaturi, poudarjam, ali naj jih rešimo. Jaz mislim, da ni nujno, da vse rešimo, ne, sploh ne namesto mladih bralcev. Lahko pa poskusimo, lahko pred njih dajemo več in več takih problemov, včasih se namreč mlad bralec zelo zaleti v samo v enega, mi kot odrasli pa mogoče lahko razširimo spekter in jim ponudimo določene naloge, izzive, da bodo zmogli pogledati še širše, seveda jih spodbujamo k takemu reševanju problemov, razmišljanju o njih, da ne moraliziramo, da tudi njih opozorimo na morebitne predsodke, da ne iščemo nobenih idealnih rešitev, ker takih idealnih rešitev ni ne v literaturi, ne v življenju samem. Zakaj je opazovanje problemov v literaturi dobro? Jaz mislim, da je to jasno vsem, ki veliko beremo. Gre za ustvarjalno reševanje problemov, kot problem ni tvoj, je morda ta oddaljenost lahko ponuja še več ustvarjalnosti. Gre za aktivno učenje, kritično mišljenje, empatijo, spoznavanje drugačnosti, zorenje skozi literaturo in tukaj postavljam enačaj, v bistvu je branje problemske ali sleherne, dobre, kakovostne literature, ker dobra kakovostna literatura ti zmeraj ponudi neki problem, je to šola za življenje in mladi to spoznajo in mladi se takemu branju ne upirajo. Teza dve, problemi niso le v problemski literaturi, temveč v slehernem literarnem delu, kako jih obravnavati srednješolci med 15 in 18 letom. Jaz se zavzemam za to, da je treba vsako učno uro razumeti kot neko problemsko uro, pa ne v tem smislu, da bi mlade navajali na neki pesimizem in ne vem, strašenje pred svetom odraslosti in češ kamorkoli pogledamo, so same slabe stvari. Problem je tukaj treba razumeti širše, ne. Problem ni tu v smislu težave, problem, mogoče bi bila boljša beseda, izziv, vprašanje, ki ga ponuja neko literarno besedilo in ni nujno, da najdemo rešitev, bistvena je pot tega reševanja, razmišljanja, kresanja mnenj, ki se zgodi v razredu z mladimi, raznolikost opazovanja in razumevanja problemov in če tukaj zdaj zares sklenem, z novo tezo, ki bi potrebovala drugo predavanje, pa vendar to je edini način, po mojem mnenju, na katerega k literaturi še lahko privabimo tako imenovano generacijo Z, se pravi, da z literaturo ustvarjamo probleme in jih predočimo in jih povabimo, da te probleme opazujejo, rešujejo in tako naprej. Najlepša hvala za pozornost.